Vzame rešitve. Hvala lepa. Jaz sem Sašo iz društva drug časa, sicer ne še toliko dolg pred društvom Kardame, ampak nekako smo že. Sam to na hitro danes, da se dotakne, vse smo že vse povedali, da ljudi je bilo sicer res dosti, recimo pač pohvalno, da jih še nismo videli v takem številu. Sam kakšen je bil pa dejanski efekt, pa nekaj drugega, oziroma pač koliko je bil še potencialen efekt. Še velik. Zdaj tako, ja, pač nažalost je pri teh združenih, bom rekel v teh, v takih zadevah, kjer se zdaj jih mi lotevamo, pri združevanju nevladnih organizacij, društev, tako naprej, je problem, ker se enostavno premalo uporablja tega, kar je tudi prej Simon govoril, se pravi neke skupine ljudi, da se delijo za določene probleme. Kar se največkrat dogaja zdaj po naših izkušnjah je to, da smo se dobivali, da se je debatirali, pa pol vse skaprata nekako kot v parlamentu, pa pol kdo je, ja, mi, un, tretji, pol na koncu v bistvu nič ne zmenjaš kljub temu, da si se stankoval od zadnje 4 mesece. To je nažalost je vse prepogosto, ker je Simon rekel, ali zaradi tega problema, ali kakorkoli. Enostavno, treba je operirati potem, da se najde najmanjši skupni imenovalec, tiste stvari, pa jih nujno vsi rabimo in za kjer smo vsi za in samo pač dati naprej tiste rešitve, ki bom rekel, niso več danes niti sporne, da se da do njih prijeti in se jih tudi že več ali manj pozna. Strateški načrti so že marsikje narejeni in za občine in za države in vse skupaj nič ni nedosegljivega. Sam pač dejansko je treba to predstaviti dovolj velikem številu ljudi. In jaz se tle pridružujem spet Damjanu, da je fajn, da se govori, bom rekel, bolj v smislu pozitive, se pravi, zakaj smo, kaj je treba, da sploh ljudje, ja, vidijo, da ni v redu, ampak po drugi strani pa nimajo rešitve kako drugačne. Zaenkrat se še večina ljudi sam pritožuje. Dajmo jim dati še rešitve, da se lahko vidi že v katero smer. Mi smo se probali smer pač s tem našim prvim projektom, zdaj pa dosti, ko smo ga spolali zdaj v jesen, pač na to, da smo imeli neke poučne vsebine v smislu dokumentarcev. Smo predvajali 3 dokumentarne filme in smo pol v Ljubljani, v Mariboru, v Kopru naredili na nedeljsko srečanje, kjer so bile pol delavnice, pa kjer smo lahko malo debatirali z ljudmi in tako. Sam spet se pač pokazali v velikem primeru dobro, mogoče nismo še takrat z vsemi to, ki smo bili povezani kakor zdaj zadnjih par mesecev, ampak pokazali se je to, da enostavno, ne vem, nevladne organizacije, ki so imajo zelo podobne cilje, kot mi, so rekli, ja, prej bi nas povabili, ker ste organizirali, ne zdaj, ker ste že vse imate, kaj, zdaj pa mi ne bomo po vaše delali. Mislim, okej, pač ne vem, take stvari se to pogosto dogajajo. Mislim, nam osebno, vem, smo že bili na vseh živih dogodkih, pridemo kamerkoli, samo da je stvar v smer kamer, tudi mi za njih delamo. Tako da ne vidim, zakaj bi se tukaj šli neke ni naše, ni vaše, nisem naš. Planet je naš, ne dajmo ga zdaj. Nekateri, ki ne poznate prek interneta, da imate konkurens, sigurno. Jaz imam pa marsikoga tudi jaz konkurens. Zakaj, ne? Zato, ker je predstavljeno to slovensko, zgodovinsko zapisano logiko lokalnega patriotizma, kaj manjka Sloveniji, to nam. Mednarodni kontekst, ne? Glede, eno leto pa pol smo rabili približno, da smo se malo zmigali, oziroma da so se oni kurce tam zmigali, ne? Sindikatov, ki vidijo koliko, da bi dobili politični kapital iz tega. In vse to, kar se danes dogaja, smo nekateri govorili na glas, ne tudi sami, in takrat se spomnim dobro, da spoznava preko drugih kanalov, tem, kaj se Sloveniji približuje. Vsi, da Slovenija je kuras gledala proč, tiho je bila. In zdaj smo tam, kjer smo, v ritmu. Skupaj z Grki, skupaj z Španci, z Američani, s Českom. Ampak ok, kje smo, kjer smo. Ampak jaz ne bi rad bilo naprej še iste napake. To, kar se poslušamo, organizacija, projektni management, to. Fajn se sliši. Gledajte Španci eno leto, kaj počnejo. Gledajte, da
ljudje so se mi smejali pred pol leta, ko sem govoril, da bo pisali ustavo. Španci bo pisali ustavo čez 3 mesece. Brez problema, pa jih tepejo policaji, še dolgo. Po 3 dnevi so spet tepli in to krvalo. Ampak grejo naprej, ne jebijo žive sile. Grki isto ne jebijo žive sile, čeprav imajo probleme z nacizmom, neonacizmom. Ne? In, to, kar sem se videl, kar je bilo vprašanje prvo, no, da se vrne, refleksija tega našega dogajanja. Ja, dobro je, da je to bilo. Zaradi tega, ker tam niso bili sami sindikati in te je bil vsaj Šrupel tok fair, da je na koncu povedal in je prosil, da je potrebno se povezati, a ne, pozvali ljudi, demonstranti, ni rekel, ne, stavkajoči, demonstranti, da se morajo povezati, če hoče da jim korak naprej. Ja, to že veš, kaj se dogaja po svetu, ne, ampak malo premalo, ne. Što si v tem, da jaz sem svoj delež dal k temu, nisem bil na te protestu, na stavku. Nisem bil tudi pred moderno galerijo, ker se je izbral 15 ov. Od 15 ov ni tle, niti enega donosa, ne? Zanimivo. Lani so začeli in so potegnili, so nekaj naredili 15. oktobra. Maja so se umaknili, zdaj, ko se je začela agora v Madridu, so se spet pojavili, ne? Firenca jih ni bilo na socialnem forumu. Danes so bili pred moderno galerijo, ne vem, kje so bili, kje so danes. Danes jih tukaj ni. Skratka, hočem povedati to. Moj doprinos temu je bil tem, da sem vsaj toliko naredil, kar lahko, da smo danes vsaj ta protest, jaz ga menujem protest, ne stavka, vsemu predvajali po Global Revolution. Šel naprej po celem svetu, stvari so si ogledali ljudje, ne samo v Sloveniji, to kar zliče v medijo. In to, kar je rekel, pa to je kolega Matija, ja, točno to, treba delati sporedne sisteme. Medijski prostor je že izoblikovan v svetu. Noben ne je več mainstreamov. Cela mreža je spostavljena, ta kup je na svetu. 500 aktivnih streamerjev, samo v Španiji je čez 200. V Ameriki jih je 250, ostalo jih je 50, po celem svetu. Preostalo. Ljudje, ki aktivno streamajo, vidimo vsako dogajanje. In tisti, kjer spremlja prisotno šteje, Lifestream kanal, ve, o čem govorim. Mi počnemo to več kot 1 leto in pol, od lanskega septembra. Aktivno spremljamo vsak dan, vsa pomembna dogajanja v svetu preko naše mreže, ki smo spostavili z ljudmi. Ljudje, ki so citizen streamerji, citizen žurnalisti, ki nimajo dobene veze z profesionalizmom, amateri, vsi po vrsti, z navadnimi pametnimi telefoni, ali pa z notebooki, tako kot zdaj jaz. In to streamali, tako kot smo Maribor streamali prejšnji dan, ne. Moram tukaj poudariti, Mariborski protest ni bil protest proti radarjem, je bil proti nekomu drugemu, proti tistemu gospodu tam, ne, ki tam sedi, ki je v 80 letih nekaj naredil, pa je mislil, da bo na tem podlagi lahko zafukal celo Slovenijo, ne. Si drzam govoriti o tem, kaj ga osebno poznamo iz tistih virov, ker smo skupaj takrat delali v določenih gibanjih, ne mirovnih gibanjih takrat. In što srečanja. Glejte, spostavili smo cel sistem po celem svetu. Nekateri veste, ki ste bili na temle mambe srečanjih, ste na teglavnih hrbtenici z celega sveta gibanj, 99. Indignados, Occupy, kako hočete imenovati, Josoj 132, ali pa 6. april arabski. Po celem tiste mreži so noter ljudi iz celega sveta in tam so redno round table, meeting on Monday, karkoli. Vse je povezano in zakaj se Slovenija noče k temu povezati, zakaj COS noče k temu pristopiti, naprimer, ta način retorično vprašanje, ne? In tle imamo problem, ker vsak hoče nekaj po svoje narediti. Mreža svetov je postavljena, zakaj se Slovenija noče k temu priklopiti, zakaj se ne učimo od Špancev, zakaj nismo sledili islamskemu primeru, ne? Kaj Slovenija naredi. Ja, mi bomo lahko se zmenili in bomo rekli, tele kurce v parlamentu bomo vrgli, ker smo jih mi nastavili in če ne bojo šli sami, jih bomo vrgli. Pisali bomo novo ustavo. In kaj bomo delali naprej? Zamenjali bomo ekonomski sistem, zamenjali bomo politični sistem, ker je legitimno. Pol sveta po svetu to zahteva. Celo Američani pravijo že več kot 1 leto.
fuck off kapitalizm, basti, konc kapitalizma, ne samo sprememba kapitalizma, fuck off kongres in tako naprej, ne. Da se mi ukvarjamo z nekimi lokalnimi problemi je pomembno. Mariboru je pomemben radar, v Novem mestu je problemno, ker mladi nimajo svojih prostorov, zdaj jih imajo. Nimajo možnosti za zaposlitev. Varianta tista, toliko ljudi brezposelnih na robu revščine. Ja, imamo enkratno ekipo, ki je v svetu znana po študijah in po raziskavah. UTD, Basic Income, ki si ga zahteva v svetu, da se bo v svetu uveljavilo kot temeljna pravica človekova, do dostojnega življenja, brez spraševanja, boš ti delal ali ne boš delal. Kdo danes se razmišlja o tem, da bo dovolj delovnih mest, da jih bo več v prihodnosti? Ne, nikoli ne bo. Vedno manj jih bo. To je logika. Koga farbajo s tem, da je treba pač dvigniti gospodarsko last, da bo več... Se koliko škode zaradi tega, ne? Bedarija totalna, ne? To je pač v interesu nekoga, v interesu kapitala, ne? In to so ta globalna vprašanja, katera je moramo mi... Slovenija je vklopljena v globalna dogajanja in ta lokalni problemi so samo posledica nečesa drugega. In stvari je treba globalno reševati. Ja, priključiti se 14. novembra. Na evropskem nivoju je bil del med gibami pa med sindikati evropskimi, da so šli skupaj protestirati. Niso bile več stavke, ampak so bili protesti. Pri nas je danes bilo isto to je ta nadgradnja tega. Ne? Ni bil samo stavka, ampak bo še nekaj več. In če bo na tem res pripravljenost pri sindikatih do sodelovanja, da se bo tudi sindikati sami začeli spreminjati, da se bo začeli sindikati sami vključevati povezave evropske, vse evropske več. Ne nočijo se, ker nimajo interesa, ker imajo lokalno vrt, imajo, svoj fevt imajo. In dokaj imajo svoj fevt in je fajn. Ampak zdaj počasi bi tudi njim odklenkalo. Glejte, toliko imamo brezposelnih, nimajo sindikatov, niso organizirani, imamo prekerne delavce, niso organizirani. Lahko mi naredimo, ne sindikat, ampak neko asociacijo, ki bo ščitila pravice prekernih zaposlenih ljudi, brezposelnih, ljudi, ki ta hip je kresna, ena čisto varianta, kaj je tisto, kar je lahko skupno ta hip Sloveniji nujno. Preprečiti vse evikcije, takoj. Vse evikcije, tako kot je Španija, španski rajoj, predsednik vlade je v prejšnji petek pritiskom ljudi na Puerta del Sol pa na trgu Neptun, je isti hip v petek potem dal direktivo, da je moratorij evikcije, prisilni izselitev zaradi neplačevanja kreditov. To so a veste, koliko ljudi vsak dan meče na ceste v Sloveniji? Koliko stečajnikov je povezani z sodniki? Da so celo dili med sodniki in med temi stečajniki, izvršitelji stečajniki, ki stanovanja v bistvu za majhne pare prodajo na dražbo. In to med seboj povezano. To je biznis postal v Sloveniji. Kaj je tvoja rešitev? Ja, jaz imam ogromno za govoriti, razumeš, nimam variante, ne moram povedati. Si rekel prej, da bomo jih več donesli kdo? Ne, to jaz sem govoril pri spodobi, razumeš, mogoče bo en dan res tako prišel. Pa enega resnega programa postaviti, pa pozitiv 20. Mi lahko napišemo samo, če ne ebejo. Tukaj je predstavlja na temo, ne? Strani ne vem, če pogledaj, Ko gledaš upoštevati, ko se ljudje začnejo združevati in zahtevati, imajo legitimno pravico, da dosežejo svoje. Oni imajo samo začasni svoj mandat, da so tam, kjer so. In so lahko prečasno podpisani. V obstoječem, izkušnje ljudi v različnih državah. Španija je ta hit najboljši primer, iz katerega se uči cel svet. Cel svet spremlja, kaj se dogaja v Španiji, zadnjih pol leta. Lahko tudi mi isto počnemo in spremljamo. In probamo delati na tem nivoju nekaj rešitve vsem pripeljati. Pravim,
Ne, alternative so zakonodaje, ni o kooperativa v Sloveniji. Zbog temu se to da delati, brez problema. Ljudje ne se zbudijo med seboj, ne začnejo delati na tema. Lokalno, kako se to dela lokalno? Ne? Od župana, ki je pripravljen sodelovati, dobiti zemljo v brezplačni najem. Občine imajo ogromno zemljišč, ki so prepuščene ne vem komu. Ali pa, ne vem, Radeče je bilo zame dober primer, Firnice Radeče, ampak nažalost župan ni takrat vedel, da bi lahko kaj več naredil. Vem, da občina odkupi, ampak da delavcem da kredit za €1, da odkupijo tovarno in da jo potem sami upravljajo. Se pravi, to je varianta kooperativa na nivoju industrije. Ne, ja, se bom končal. Se upravičujem, no, ker... Ampak eno leto v nisem govoril. Po internetu te spremljamo. Če sem samo zato, da se uveljavi kolektivna inteligenca, da pride na plano. To je pa neposredna demokracija. Da vsak prevzame odgovornost zase in za svojo skupnost, če želi pač živeti sploh v skupnosti. Skupnost je pa vse, to pa so pač dostop do šolstva, do zdravstva, skupni prostori, pač to je skupnost. Več pa itak, je pač dovolj napisanega, no, z moje strani.